ampak dajva za začetek povedati, kaj je sploh razlika med kostumografom in modnim oblikovalcem. Modni oblikovalci, modni kreatorji so ljudje, ki pač delajo recimo temu modo, narekujejo trende, so v službi v tovarnah, zdaj delajo pret-a-porter kolekcije ali pa enkrat na toliko kolekcija alta mode ali pa visoke mode. In temu rečemo, da je to čisti biznis. Kostumograf je pa nekaj drugega. Kostumograf je v službi v gledališču pa na RTV-u. Kostumograf pač dela kostumografijo za določeno predstavo ali pa film ali pa opero ali pa balet in je vedno tema, je pač tekst predstave, obdobje, je pač kostumograf. To so obleke, to so kostumi, niso narejeni za nositi za na ulico, ampak so narejeni za oder. Kakšne materiale rad izbiraš, kaj ti je blizu? Odvisno od predstave ali pa filma. Zelo različno. Mislim, določene predstave so moderne predstave, so predstave, ki so v bistvu moderna kostumografija, tako kot smo mi oblečeni. V bistvu te kostumografije je najtežje za narediti tako kostumografijo, ker je zelo obširno, vse je lahko v redu, vse je lahko narobe. Treba zelo natančno in zelo precizno premisliti, kaj to je. Tam pa v bistvu so zelo različni materiali. Potem so pa druge kostumografije, ki so, ne vem, ali pa operne, ali pa baletne, ali pa zgodovinske in v bistvu že takrat ti samo obdobje ti diktira material. Ti si v bistvu samouk v vseh teh letih. Nimam šole, ni absolutno končane, ampak pač zgodilo se je. Ja. Od kje črpaš recimo vse te svoje ideje? Kako si recimo odraščal v kostumografiji? Mislim, jaz sem v Ljubljano prišel, ko sem bil star 16 let. In od takrat sem v Ljubljani in v bistvu jaz srečen, da takrat sem začel v teatru in jaz sem se formiral kot in kreativno in osebno v teatru. V bistvu zdaj sem otrok gledališča, odrasel sem v teatru. Kaj je potrebno recimo ko govorimo o mladih, ki se odločajo za ta poklic, za modno oblikovanje, za kostumografijo, vendarle so potrebni določeni talenti, ne? Mislim, so, tako kot pri vsakem poklicu, tako kot pri tvojem ali pa kjerkoli, je potrebno talenta, je potrebno blazno to se ne zgodi čez noč, ampak je tle zelo veliko dela in se mi zdi, da mlajša generacija da obupa tik pred kakim rezultatom. Je treba delati in delati. Dneve in noči, brez pauze. No, naju pa zato sedaj toliko bolj obdajajo zelo ekstravagantna. Kaj so to, bitja? Kreature? To je en tak miks vsega tega, kar se do zdaj dogajalo, recimo na teh oblekah, kar so bile prilagojene za kako predstavo ali pa za dogodek, za kako osebnost ali pa recimo opero ali pa ne vem kaj. Izbral si zanimive materiale, ne? Od stekla, soli. V bistvu začelo se je vse soljo. Sol je kriva za to belino in za sabo je pač potegnila to belino, zato je vse bele barve. Osnovna ideja je bila pač razstava, ne vem, če lahko rečemo temu, obleke iz soli. Meni se zdi, da so ene take, kaj pa vem, jaz rečem, da so iz enega mojega paralelnega sveta. Da ni to nekaj naprej ali pa nazaj ali pa ne vem, da je tle nekje, kar sobiva z mano hkrati in se pač vizualizira. Nič ni nenavadnega v življenju Alana Hranitelja. Ni. Pa ne samo v mojem, ampak tudi v vašem. Meni se zdi, da vsak od nas nosi. No, Gabi, kaj pa to? Tam. Judges. Jorge, I really like the relationship you had with Stiffy. Kaj je? Sì, guarda, te super. A daj, no. Thank you. Dobro, no, se meni to tudi ni preveč všeč. Samo je bilo pa ful drago, a veš. A dej nehi, no. Kako so ti nesrame, ne? A vedo, dej si. A da. Pa kaj to gledaš? Ja, nič.
Ej, to bi jaz imela. Točen to bi jaz imela jutr. Ti ni všeč moja nova kreacija? Ja, ne vem, no. Mali pižami podoben se ti ne zdi? Ja, se je. Pižama za svečane priložnosti, kar današnja glamurozna modna revija sigurno je. Kaži se malo obrni. Se, veš, v bistvu sploh ni pošloh, veš. Ja. Je kar v redu. Sam malo me skrbi, da ne bojo prišla v Cankarjev dom takale. Zakaj pa ne bi? Ja, a si daj videl človeka od tako imenitnimi stavbi v pižami, prosim, no. Se je pižama za svečane priložnosti. Pejte. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljenih 570 prostih delovnih mest za poklic izdelovalec modnih oblačil. V enakem obdobju je bilo prijavljenih 550 brezposelnih s tem poklicem.